Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zimsko obarvani pravljici bomo odpotovali v pravljično deželo, natančneje na Jasminov grič, kjer živi simpatična zajčja družina. Ravno je zapadel sneg, zato sta se zajčka Oliver in Emilija odpravila ven. A kaj, ko Oliver ni želel posoditi sank tudi svoji sestrici, ne? Res me zanima, kako se je razpletla ta zgodba. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Oliverjeve rdeče sani. Vso noč je snežilo, kot bi kdo skubil perje belim oblakom. Živali na Jasminovem griču so šle že navse zgodaj spat. In ko so se zjutraj prebudile, je bil ves svet prekrit z belo, puhasto odejo. O, prosim, naj nam danes odpade pouk, je prosil Oliver in skakljal pri oknu svoje sobe. Tako rad bi šel na vetrovec in preizkusil svoje nove rdeče sanke. Jih boš dal preizkusiti tudi meni? Ga je vprašala sestrica Emilija. Jasno, je obljubil Oliver. No ja, bom mislil na to. Na okensko polico je priprhutal ptiček in potrkal na šipo. Bil je ptič pismonoša in je prinašal jutranje novice. Takole je zapel. Prišel je sneg in z njim zimski živžav. Pouka danes ne bo, če vam je prav. Hura, sta zaklicala zajčka. Pa še kako prav. Izmotala sta se iz pižam in brz zmašila nase plaščka, škornje in rokavice. Hipec zatem sta že stala zunaj in puhala bele oblačke mrzlega zraka, kakor lokomotivici. Na vetrovec, je zaklicala Emilija in odsvrla sta jo navkreber. Oliver je bil ves iz sebe od veselega pričakovanja. Vso pot je navdušeno razpredal o svojih novih sanih. Moje sanke bodo najhitrejše od vseh, boš videla, je rekel, ko sta se prekobacala čez velikansko odlomljeno vejo. Pohitela sta mimo hišice na drevesu, ki je utrkalo vrata. Pa ne eden, ne drugi nista opazila škode, ki je naredil nočni veter. Z mislimi sta bila že na vrhu hriba. Ko sta prisopihala na vetrovec, je po njem že vse švigalo od sankarjev in smučarjev. Najprej se zapeljem sam, je ponosno rekel Oliver. Saj so sanke moje. Prav, potem pa sem jaz na vrsti, se je strinjala Emilija. Gledala je Oliverja, kako se je čofnil na trebuh in šinil po hribu navzdol. Komaj je čakala, da poskusi še sama. Krasno je bilo, se je pohvalil Oliver, ko je prisopihal na vrh hriba k Emiliji. Še enkrat bi se zapeljal, sploh pa so sanke moje in se lahko zapeljem dvakrat. No ja, pa naj bo, je zavzdihnila Emilija in si pomela premrle šapice, da bi si jih ogrela. Ampak pohiti! Nevoščljivo je gledala za njim, ko se je že drugič odričal in pred tem skovikal od smeha. Emilija je čakala in čakala. Ko se je Oliver končno prikazal, se je na brčicah že nabiral led in v prstka jo je zeblo. Iz oči so ji švigali jezni bliski. Zdaj sem pa jaz na vrsti, Oli, je rekla odločno. Toda še preden je lahko zgrabila sanke za vrvico, jo je Oliver popihal na rob hriba in znova šinil po bregu navzdol. Si pa baraba, da veš, mu je zavpila, ko se je končno spet prikazal. Kar 3krat zapored si se že peljal. Če me boš zmerjala, je zabrusil Oliver, ti sploh ne bom posodil sank. In je spet sedel nanje in odtrvel dol. Emilija je razočarana in jezna odcapljala proč. Oliver je ves dopoldan neskončno užival. Sneg je bil mehak in iskriv, on pa je bil najhitrejši zajček na hribu. Glejte me,
Glejte me, je vpil. Ko ga je končno premagala lakota, se je žvižgaje odpravil proti domu. Sredi gozda pa je presenečen obstal pred čudovitim sneženim gradom in vrh njega je stražila Emilija. Milči, je občudujoče vzkliknil. Tale tvoj grad je pa veličasten. Ali ne? Je ponosno odvrnila sestrica. Smem noter? Se je imenitno namrdnila Emilija. Pravzaprav ne smeš. In je dvignila dvižni most. Daj no, je pregovarjal Oliver. Posodim ti svoje sanke, če me spustiš noter. Ni treba, hvala, je zazehala Emilija. Oliver se je usedel zraven gradu. No ja, je rekel trmasto. Nikamor ne grem, dokler mi ne odpreš. A že naslednji hip ga je zasula toča snežnih kep. Odsvoril jo je v zaklonišče za prvo drevo. Dovolj imam še streliva, Oli, ga je opozorila Emilija. Sneg se je v grudah držal Oliverjevih uhljev, mu pobešal brke, se talil in mu kapljal za šal in po hrbtu navzdol. Zadrgetal je in odskakljal domov. Nikoli ne posodim svojih sank. Nikoli, se je pridušal spotoma. Doma sta Emilija in Oliver pojedla kosilo, ne da bi črhnila eno samo besedico. Je Marička, pomagaj, je vzkliknila mama. Kakšna pa sta? Saj bi si mislila, če vaju takole pogledam, da ste bila pri zobarju, ne pa na sankanju. Kaj pa je bilo? In tako je nesrečna zgodba prišla na dan. Oliver in Emilija sta si pridno segala v besedo in drug čez drugega pripovedovala, kako je bilo. Se spomnita pesmice, ki sem vam jo pripovedovala, ko ste bila še čisto majhna? Jo je nežno vprašala mama. Kdor zase vse obdrži, kaj hitro tisto izgubi. Kdor pa drugemu pol da, nazadnje dvakrat toliko ima. Tebi že ne dam, sta oba hkrati zavpila Emilija in Oliver in si pokazala jezik. Po kosilu sta odhitela ven. Emilija je odkorakala proti svojemu gradu, Oliver pa je začel natovarjati sani s snežnimi kepami. Bomo videli, kako bo njej všeč, ko bo dobila kepo za uho, je zašepetal sam pri sebi. So bile sani polne topovskih krogel, jih je odvlekel v skrivališče za drevesom. Od tam je opazoval Emilijo, ki je pokleknila in si zamišljeno ogledovala sledove majcenih šapic v snegu. Vodili so naravnost v njen grad. Počasi je spustila dvižni most. Kdo pa je notri? Je zaklicala malce zaskrbljeno. Iz oken je pokukalo 6 kosmatih glavic in Emilija je od presenečenja stopila korak nazaj. Pozdravljena, gospod in gospa Orešnik. Živijo otroci. Oliver je takoj prepoznal družino veveric, ki je živela pod vetrovcem. Bi imela kaj proti, če bi nocoj prenočili pri tebi? Je vprašal gospod Orešnik. Vihar nam je hudo poškodoval hišico na drevesu. Odtrgal je vhodna vrata s tečajev, tako da najni otroci niso več na varnem v njej. Če obložimo tvoj prelepi grad z listjem, nam bo prav udobno, dokler ne najdemo novih vrat. Ne bomo dolgo, je obljubila gospa Orešnikova. Emilija se je prijazno nasmehnila in rekla: Dobrodošli v zavetju mojega gradu. Bolj ste ga potrebni kakor jaz. Tu lahko ostanete, kolikor vas je volja. In odpravila se nazaj proti domu. Sredi poti jo je dohitel Oliver. To je bilo pa res lepo od tebe, jo je pohvalil. Emilija pa je samo zavzdihnila. Ja, ampak zdaj nimam ne gradu, ne sank. Če si ti lahko posodila svoj grad, tudi jaz lahko posodim svoje sanke, je rekel Oliver in jo prijateljsko dregnil v ramo. Sploh pa sem se nečesa spomnil. In je zašepetal svoj načrt na uho. Nasmehnila se je. Krasno si se spomnil, Oli, ga je navdušeno pohvalila. In zajčka sta se veselo zasmejala, zgrabila vrvico od sani
in skupaj odhitela postoriti, kar si je zamislil Oliver. Kmalu zatem so imeli orešnikovi nova vrata. Zdaj so bila sicer rdeča in na vrhu zaukrivljena, a nič za to. Glavno, da so se dobro zapirala. Ko sta pomahala svojim hvaležnim prijateljem v slovo, je Oliver rekel Emiliji: Veš, mami je imela čisto prav. Res je lepše dajati, kakor vse zase obdržati. Ja. Prikupna pravljica, kaj ne? Sicer sem se med branjem spomnila na otroško igrivost ter težave, ki nastanejo ob delitvi igrač ali kaj podobnega. A k sreči se je v tej pravljici na koncu vse dobro izšlo. Emilija in Oliver sta postala prijatelja in ugotovila, da je pravo prijateljstvo tisto, ki lahko ostane večno, ne pa materialni svet. Prav tako pa sta zgradila dom novi veveričji družinici ter jih osrečila. In ja, tako kot je rekel Oliver na koncu, res je lepše dajati, kakor vse zase držati. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čaka še mnogo zimskih pravljic, le prisluhnite jim. Uživajte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, konec dober, vse dobro.